Kaj pa moderna ženska, ne? Kaj pa po tvojem opažanju, po mnenju, kaj ona hoče, pa kje so te razlike med temi ženskami, o katerih si pisala, ne? Ker gre za mogoče 50 let nazaj ali pa 100 let nazaj. Ne? Kaj pa moderna ženska hoče? Ne? V tej knjigi niso samo neke ženske iz neke daljne ali pa bližnje zgodovine, ampak je tudi Milenika Dolly Alderton, ki je napisala knjigo nekaj o ljubezni, zdaj se ne spomnim naslova. Ampak tudi Milenike so me zanimale, recimo. Jaz rada rečem, ko me vprašajo, kdo so moje vzornice, rada rečem, ne vem, punce iz 8. marca, recimo, zdaj, ki naredijo za to Slovenijo ali pa za neko svobodo, več kot kjerkoli druga politična stranka. To se pravi, da so mi všeč te Milenike in se mi zdijo veliko bolj samozavestne, kot smo bili mi. In tle se mi zdi, da feminizem je tako, kot ne vem, mogoče kakšna človekove pravice. Na začetku se zdi, da se nikjer nič ne pozna, čez nekaj generacij se mi zdi, se pa pozna in so že bolj svobodne. Ampak glede moderne ženske se mi pa zdi takoj, ko se zgodovina malo zamaje, ko se nek vsak dan poruši, so vse tradicionalne vloge ženske spet nazaj. Spomnimo se zdaj recimo na pandemijo, so ženske čez noč postale spet kuharce, perice, učiteljice, gospodinje, tudi tiste, ki imajo, ki delajo, ne vem, ki so prej delali v službi menedžerske, neke zahtevna dela, so takoj spet se postavljajo v neko tradicionalno vlogo. Tudi zdaj, recimo, ko je vojna, vidimo, da so ženske v Ukrajini pa otroci največje žrtve te vojne, ne? Ko ostajajo brez vsega. Ja. Kako pa vidiš, zdaj imaš v naslovu, imaš ta hotenje, ne? Pa dosti si pisala o sreči, oziroma razmišljaš o sreči, tukaj imamo zelo skupna zanimanja, ne? Meni se to zdaj zelo pomembno vprašanje, ali pa vprašanje, kaj je dobro življenje, ne? Kako vidiš povezavo med tem hotenjem pa srečo, ne? A sta ta izraza ali pa ta koncepta si lahko v oviro? Ne vem, recimo v knjigi veliko pišem o ljubezni, ker se mi zdi tako pomembno čustvo in danes v nekem zelo pragmatičnem svetu je že skoraj pozabljena. Tako da ljubezen je recimo nekaj, kar je zelo velika sreča in hkrati je zlomljeno srce eno največjih bolečin, ki jih lahko doživimo pač v življenju. Tako da sreča, nočem reči, da ima svojo ceno, ampak če se bojimo recimo zaljubljenosti, zato ker se bojimo, da bomo nekoč nesrečni, potem neke sreče ne bomo nikoli take lepe doživeli, ker jo lahko sem v takem čustvu, recimo. Tako da iskanje sreče za vsako ceno se mi ne zdi optimalno. Smiselno, ja. Ja, smiselno. Mislim, da največja sreča je pač čem, kar se predaš, ne? Tudi nevrologi recimo ugotavljajo, da smo ljudje najbolj srečni v tako imenovanem zanosu. Ko ti delaš nekaj, kar delaš, kar znaš, ko v bistvu tvoji možgani spijo, ne razmišljajo, ne tuhtajo, to je v bistvu neka vrsta meditacija, ne? Slikarka slika, vrtnar, ki se totalno vrže v to, kako bo posadil solato, to je zanos in takrat smo na nek način najbolj srečni. Ja, se strinjam. Najbolj srečni smo takrat, ko ne razmišljamo o tem, koliko smo zdaj srečni. Ko v bistvu ta osebnost zgine. In zgine v tem flowu, oziroma zanosu, ki si ga omenila. So pa te meditativne prakse prav to napadajo, ne? Da v bistvu ti se bolj potopiš v to čutenje, pa zaznavanje tega, kar je, ne pa sojenje tega, kar je. Ne? In klej sem hotel se navezati, ker sva govorila o hotenju, ne? Ker kaj jaz hočem, ne? V bistvu z vsakim stavkom, kaj jaz hočem, v bistvu nekako dokazujem sebi, da to, kar zdaj imam, ni dovolj dobro, ne? In mi malo srečo jemlje, no, saj tako jaz vidim. Ne? Ja, to se mi zdi, da je res, ja. Ja. Se hotel sem ta izraz malo, ne, ta hočem predebatirati, ne. Nekaj si omenila glede predaje, ne. Sej jaz sem vedel, da bo ta mogoče pogovor za mene malo kontroverzen, ne, ker
govoriva pač o ženskah, pa o feminizmu, pa o pravicah, pa enakopravnosti, pa enakosti in vsem podobnem. Veliko moških mi je pisalo o tej knjigi. Sem bila zelo presenečena in tudi zanimive stvari so mi govorili. Govorili so mi veliko seb, no? Kako so v bistvu sami o svojem življenju razmišljali, ko so jo brali, o ženskah, s katerimi so bili in so jih srečevali v svojem življenju. Tako da to sem bila prav vesela. Ja, to je res zelo fajn, pa pomembna tematika. Ko si glih omenila predajo prej, zdaj v odnosu moškega pa ženske, ne? A se ti zdi dobro ali slabo, da se ženska moškemu preda, on pa v bistvu vodi? Tako, kar recimo bom dal nek primer plesa, recimo, ne? Ja. V plesu, imamo neko pravilo, niti ne bi rekel, da je pravilo, ampak tako se pač to počne. Ja, da moški vodi. Moški vodi, ne, ženska pa sledi temu plesu, ne, in v bistvu nastane neka harmonija. Če bi dva vodila, si nekako lahko po nogah si hodita ali pa, ne vem, ni te harmonije, ne. Tako da malo lahko to pokomentiraš. Ne vem, v kakšnih filmih slišimo, kako ženske spretno moškega prepričajo, da vodi, v bistvu pa vse vodijo one. Okay. Veliko tega. Ja. Ampak, on ima občutek, da vodi. On ima občutek, da vodi, ampak ženska pa v bistvu je tista, ki vodi. Ja. Ne vem, v teh odnosih sem na nek način veliko pisala o tej knjigi. A ne, glih prej sem omenjala Doris Lessing, ki nisem imela sicer za feministko, ampak je bila zelo svoboden človek, ampak veliko je razmišljala o svobodi, bila je talentirana pisateljica, ampak ko se je pa zaljubila, je pa vse predala temu, se je pa vsa predala o temu moškemu in vedno je bila nesrečna. In večino žensk ima tako usodo v tej knjigi in potem na koncu mi zdi, da spoznajo, da so srečne, ne takrat, ko se popolnoma predajo moškemu, ampak ko se v umetnosti predajo. Tako da mogoče v tej knjigi so mnoge ostale same, mnoge so, recimo Georgia O'Keeffe je svoje zadnje leta preživela v puščavi v Novi Mehiki. Hotela sem tudi, da se knjiga konča z Nan Shepherd, to je škotska pesnica, ki se je zaljubila v goro, ki je hodila vsak dan v škotsko višavje in je poznala tam v bistvu vsako drevo in to Živa gora je ena najlepših knjig o naravopisju, ki sem jo brala, no. Prav res ljubezenska, prav erotično ona doživlja to goro. Tako da ne vem, v tej predaji se mi zdi, da je vsak odnos, saj tako jaz jemljem, ker sem romantik, da je vsak odnos pač poseben. Jaz si zelo želim, da ne ponavljam nekih vzorcev. Mogoče jih tudi, o tem tudi pišem v uvodu, mogoče jih tudi nimam, ker sem živela sem z mamo, nisem imela klasične družine, moške sem spoznavala sprot, nisem imela nekega vzorca, kakšen naj bo, ali tako moj oče, ali tako, ne, tako, ko imajo ponavadi ženske. To se mi zdi tudi zanimiv pojav, da ogromno teh žensk, o katerih pišem, je dejansko tudi odraščalo brez očeta. In to je spontano se mi je zgodilo, sem šele potem, ko sem jim izlagala skupaj, ugotovila, da je to naša skupna lastnost. Zanimivo, zelo zanimivo.